Drugi primer teh afirmacij, kako lahko človeka podprejo, je bil Hannes Lindemann. To je pa tudi pri nas znan človek, ki je širil avtogeni trening s svojimi knjigami. Starejša stvar, ampak tudi če je starejša, še ne pomeni, da ne deluje. In on je v bistvu šel 3-krat čez Atlantik, mislim, da v nekem nikakvem čolnčku sam. In ogromno ljudi je to poskusilo tudi in je pač umrlo pri tem, zaradi tega, ker pač vse so imeli znanje, ampak niso bili pa tako psihično stabilni, da bi pač te muke pretrpeli. In on si je s pomočjo avtogenega treninga toliko programiral, da je vse te napore zdržal. In zanimivo mi je bilo, tam pač v bistvu gre za, če mene vprašate, za neke vrste tudi afirmacije, na katere se v bistvu pripraviš z predhodnimi vajami, kjer se umiriš, kjer začutiš, ne vem, težo roke, težo telesa, toplota roke in tako naprej, in greš skozi cel postopek in se potem šele programiraš z temi afirmacijami. Pristopov je veliko, ampak da se vrnemo k Lindemannu nazaj. Zelo ključnega pomena se mi je zdelo, ko je potem pač pisal o tem, ko je bil tam sredi Atlantika, da je se ta afirmacija pojavlja v ključnih trenutkih. No, in Hannes Lindemann se tako prepojil in prepariral z temi afirmacijami, da ko je pač plul tam čez Atlantik in ko mu je bilo najhujše, ko se mu je bledlo, ko je haluciniral, od samega napora pa nespanja, da mu je celo veter in to šumenje valov, da mu je, kako bi rekel, prišepetovalo vest, ker je pač bil Nemec, vest, zahod, in je pač potem čisto podzavestno poravnal ladjo proti zahodu in plul proti zahodu, proti svojemu cilju. In nekaj podobnega se je tudi dogajalo meni, ali pa se mi še dogaja, vedno znova izkusim to, da v kritičnih situacijah, ko se pač nahajam v neki situaciji, se mi potem kar naenkrat pojavi tale afirmacija, recimo, da ostajam miren v kritičnih in stresnih situacijah, recimo na šihtu ali pa v osebnih odnosih in tako naprej. In me potem spet naravna, tako kot je Hannes Lindemanna na sever naravnalo, oziroma ne na sever, na zahod, tako mene naravna potem na določeno frekvenco.